Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes vam bom prebrala čudovito pravljico o večernem ritualu pred spanjem. Saj veste, umivanje zob, pižamca, kopanje oziroma tuširanje, lulanje, pravljica za lahko noč in še kaj. Spoznali bomo inšpektorico za spanje Pika Poko, ki pride na obisk v hotel za živali. Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč. Poglej, Pika Poka prihaja na svoj inšpektorski obhod. Preverja, kako bodo male zverinice v hotelu žuželk odšle spat. Si umijejo zobe? Ali preberejo pravljico za lahko noč? Pika Poka bo to ugotovila. Sobo, prosim, je naročila kobilici na recepciji. Tok, 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 je potrkala na prva vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Hroščkov nač je bil ravno v banji s svojim čolničkom. Se mi boš pridružila? Jo je vprašal. Krtačila sta se in umivala, dokler se njuna hrbta nista bleščala od čistoče. Iz banje sta zlezla šele, ko se jima je koža že nagubala zaradi vode. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na druga vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Paličnjak je okleval pred svojo garderobno omaro. Kaj misliš, katera pižama bi mi najbolj pristajala? Rumena s črtami, je rekla Pika Poka. Pristajajo ti vodoravne črte, ker si že tako ali tako visok. Tudi Pika Poka se je izbrala pižamo. Izbrala je tisto s pikami. Kako čudovito. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na tretja vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Muha je ravno povečerjala in si oblizovala ustnice. Zobe si gremo umit, si jih boš tudi ti? Lahko uporabiš mojo zobno pasto. Ščetkali sta zobe, zdaj levo, zdaj desno, pa spodaj in zgoraj. Spredaj in zadaj in potem spet znova. Noben zob ni ostal neočiščen. Uporabili sta toliko zobne paste, da so se jima usta povsem spenila. Bilo je zelo zabavno. Hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na četrta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Pasovček je sedel na stranični školjki in bral smešno zgodbo. Pridruži se mi, je rekel. Školjka na levi je še prosta. Pika Poka se je polulala. Psss. In potem je splahnila vodo. Vuš. Zdaj grem lahko naprej, je rekla Pika Poka. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na peta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Knjižni mol se je ravno lotil knjige. Pridi, zate imam čudovito knjigo, je rekel. Pika Poka še ni znala brati, zato je samo gledala ilustracije. Opazila pa je, da so bile v vsaki knjigi luknje. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Pika Poka je prišla do vrat številka 6, do svojih vrat. So se vsi umili? Si oblekli pižame? Umili zobe? Lulali? So vsi prebrali pravljico za lahko noč? Ja. Torej gre lahko tudi Pika Poka spat. Tok, 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 je potrkalo na njena vrata.
5 prijateljev je pogledalo izza vrat. Čas je za spanje, je zazehala Pika Poka. Kaj počnete tukaj? Nekaj si pozabila, Pika Poka. Želimo še en poljubček za lahko noč. Sladko spi, Pika Poka. Lahko noč. Kako čudovita pravljica. Zelo prisrčna in primerna za pravljico pred spanjem, kaj ne? In kako simpatične so te zverinice in pa inšpektorica Pika Poka. Res je prijazna in skrbna, da bodo vse živali opravile večerni ritual pred spanjem. Pa saj vaši starši so najbrž kar podobni inšpektorici Pike Poki. Saj tudi vi, otroci, opravite vse te aktivnosti pred spanjem, kaj ne? Brez dvoma je tale pravljica izjemno prisrčna. Prisluhnite pa še kakšni pravljici v mojem knjižnem kotičku, potem pa hitro v posteljo. Otroci, želim vam lepe sanje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali ljubkega medvedka, ki je dobil novo sobico. Medvedek je bil sprva navdušen, ampak zvečer je bilo v njegovi sobici precej drugače. In medvedka je bilo strah teme in samote. Mislite, da mu je uspelo premagati strah? Predlagam, da se hitro čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni. Svojo sobo imam, tako velik sem zdaj, je veselo zapel mali medved. Veliki medved je bil prav tako vesel. Končno je imel svojo sobo spet zase. V posteljo za spanec se je zahihital veliki medved. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar ni mogel. Vse je bilo drugačno. Tema se je zdela veliko temnejša brez velikega medveda. Potem pa je mali medved pokukal v sence in zagledal je pošast. Veliko luskavo pošast. Prekrita z bodicami ga je opazovala in čakala ter se pripravljala, da skoči nanj. Veliki medved! Veliki medved! Je zaklical mali medved. V moji sobi je pošast z bodicami, ki me bo napadla. Veliki medved je pohitel v sobo in prižgal luč. Toda tam ni bilo pošasti, temveč le stara mahedrava igrača na naslonjalu stola. Veliki medved si jo je dal na glavo in zaplesal kot smešna pošast z bodicami. Ne bodi preveč prestrašen, sence te ne morejo napasti, je rekel. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar je bilo v sobi vse preveč tiho brez velikega medveda. Zabrundal si je pesmico, da bi pregnal tišino. Potem pa je pomislil: kaj če je kaj pod mojo posteljo? Nekaj, kar je čisto pri miru. Prestrašeno se je prerinil do roba postelje, pokukal pod njo in zagledal rep pošasti. Veliki medved! Veliki medved! Je zacvilil mali medved. Pod posteljo je sluzasta pošast, ki me bo pojedla. Veliki medved je pohitel v sobo in skočil pod posteljo. Toda tam ni bilo pošasti, temveč le stara smrdljiva nogavica. Veliki medved si je nataknil nogavico na šapo in se oglasil kot pošastci smrdljive nogavice. Potem je spravil malega medveda nazaj v posteljo. Lahko noč in eno smrdljivo nogavico za pomoč, se je zahihital veliki medved. Mali medved se je zakopal pod odejo in skušal zaspati, vendar se je počutil izgubljenega sredi svoje nove velike postelje. Preveč samotno je bilo brez velikega medveda. Ustnica malega medveda se je začela tresti in skoraj je zajokal,
ko je zaslišal korake, ki so se približevali. Cop, 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 cop. Vrata so se počasi odprla in vstopil je veliki medved. Ne boj se, mali medved, je rekel. Toda nočem biti čisto sam, je posmrkal mali medved. Ne skrbi, je rekel veliki medved. Prinesel sem ti starega skokca, da ti bo delal družbo. Zatlačil je svojo najljubšo razcapano igračo v posteljo k malemu medvedu. Zdaj te ne bo tako strah, je rekel. Mali medved je zelo smešen. Se je zahihital veliki medved, ko je šel nazaj v posteljo. Strah ga je pošasti. Veliki medved se je pokril svojo odejo in skušal zaspati. Vendar ni mogel. Njegova soba je bila prazna brez malega medveda. In veliki medved je ležal v temi in si brudal pesmico, da bi pregnal tišino. Potem pa je nekaj zaslišal. Zaslišal je renčanje in pihanje, ki je prihajalo iz sobe malega medvedka. O ne, je pomislil veliki medved. Mogoče pa pošasti smrdljive nogavice v resnici je pod njegovo posteljo in hoče za večerjo majhnega medvedka. Veliki medved je zdirjal po hodniku, zvoki pa so postajali vse glasnejši. Rešil te bo, mali medved, je zaklical in odrinil vrata. Toda tam ni bilo pošasti iz smrdljive nogavice, le majhen medved, ki je trdno spal in glasno smrčal. Pri tem pa grčal in sopihal, kot to počno majhni medvedi. Kako prikupna pravljica, kaj ne? Bravo! Pa je medvedek le lepo prespal prvo noč v svoji sobici in sedaj bo vsako noč lažje zaspal. In tako je medvedek premagal strah, ki pa ponavadi tiči kar v nas samih, ko so naši možgančki preveč aktivni ter polni domišljije. In tako bo kar držal na svet današnje pravljice, saj pošasti sploh ni. Dragi otroci, prisluhnite še kakšni pravljici v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček vsem, lahko noč in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Ti pa le pejdi tjale. Evo, šel k medvedku. Tako. Pozdravljeni, dragi otroci, ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nas bo zazibala v spanec, ampak na koncu seveda, da ne bo pomote. Namreč ubogi zajček ne more spati, zato stopi do svoje mamice, ki ga skuša na različne načine uspavati. Je bo uspelo? Otroci, udobno se namestite in skupaj prisluhnimo pravljici, ki jo je napisala angleška pisateljica Jane Johnson z naslovom Uspavanka za malega zajčka. Končno malo miru in tišine, je zavzdihnila gospa Zajec. Vsi moji otročički so lepo pokriti in v posteli. A na žalost se je gospa Zajec uštela. Mamica, ne morem spati, je najmlajši zajček zmotil mamičino smrčanje. Gospa Zajec je zapela nežno uspavanko. Nina, nana, zajček se na veji ziba, kisel se upogiba. Zajčkove oči se začnejo zapirati. Je moj mali zajček že zaspan? Je zašepetala gospa Zajec, da ne bi prepudila ostalih. Ne, se je oglasil mali zajček. Niti malo nisem zaspan. Mamico je želel imeti čisto zase. Gospa Zajec je poskusila s penečo kopeljo. Čofa, 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 moj zajček zdaj se kopa, se je smehljala. Kdo je ta lepi zajček? Jaz, se je sladko zasmejal mali zajček.
In zdaj, ljubček moj, je čas, da se odpraviva v posteljo, je upajoče dejala gospa Zajec, ko je brisala zajčkov kožušček. Ne, se je uprl zajček, ne greva še v posteljo. Gospa Zajec je pogrela mleko. Zmešano, premešano, kremasto in belo. Je zazehala. Čas za objemček in potem lahko noč. Mali zajček se je povzpel na zadnje tačke. Hura za objemček, bljek za lahko noč, je odločil. Zavedno je hotel ostati buden ob svoji mamici. Močno, zelo tesno se stisniva, je dejal vrh srečen. Sem nocoj tvoj najljubši mali zajček na svetu. Vse svoje otročičke imam enako rada, ti bučko, je odvrnila gospa Zajec. Potem pa ne bom nikoli pripravljen za spanje, se je našobil mali zajček. Le kaj naj še storim, je skoraj obupano dejala mamica. Mali zajček je vznemirjeno poskočil. Igrajva se zajčje poskoke, se je razveselil zajček. Hopa, hopa, hop, po vsej sobi naokoli. In potem padem doli, je zašepetala gospa Zajec. Je bil zajčkov odgovor. Končno mir in tišina, se je oddahnila gospa Zajec. Tudi moj najmlajši zajček je zaspal. Gospa Zajec je padla v posteljo, a kljub glasnemu smrčanju je slišala svojega drugega najmlajšega zajčka, ko je zaklical: Mami, ne morem spati. Ja, uboga mamica, se je to noč sploh uspela kaj naspati? In pa seveda zajček, ki ni in ni mogel zaspati. Pa najbrž je res želel čim več časa preživeti sam s svojo mamico, kar je ob 5 zajčkih in vsemu dogajanju najverjetneje težko. No, mamica je bila pa tudi zelo prijazna do njega. Na koncu je zajček od utrujenosti le zaspal. Ampak na to se je prebudil že drugi zajček. Ja, kdaj pa kdaj se tudi meni zgodi, da ne morem zaspati. Ampak to noč bomo zagotovo vsi lepo spali, kaj ne? Otroci, pokukajte še med ostalimi pravljicami, ki vas čakajo v mojem knjižnem kotičku. Ja, zdaj se jih je pa že kar nekaj nabralo. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, v današnji pravljici bomo spoznali prikupna prijatelja Lana in Luno. Luna je namreč želela prespati pri prijatelju Lanu, a ni mogla zaspati. Le kaj jo je zmotilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lan in Luna, žabica za spanje. Luna si je zaželela prespati pri prijatelju Lanu. Kovček je skrbno zložila stvari, da česa ne bi pozabila vzeti s seboj. Polna pričakovanja se je usedla na avtobus. Lan se je razveselil, ko je zagledal. Hej, Luna, je zaklical. Živjo, Lan, je radostno odzdravila Luna. Imenitno sta se zabavala. Najprej sta se igrala z Lanovimi avtomobilčki, potem z domačimi živalmi na kmetiji, nazadnje pa sta se šla igro gusarji in zdravniki. Jedla sta špagete. Kopala sta se v kadi, polni mehurčkov. Nato sta si umila zobe in prebrala sta smešno zgodbo.
nato pa je prišel čas za spanje. Nočko, Luna, je rekel Lan in se pod odejo stisnil k svoji pujski. Lepo sanjaj, Lan, je rekla Luna. Ugasnila sta lučki. Ko je že tonil v spanec, je Lan nekaj zaslišal. Žabica, je nekdo zaklical. Bila je Luna. Pozabila sem prinesti svojo žabico, je hlipala Luna. Ne morem zaspati brez svoje žabice. Lan je prižgal lučko. Bi rada tega medvedka? Je vprašal. Moja žaba je zelena, je rekla. On pa ni. Bi rada dinozaura? Je predlagal Lan. Zelen je. Ne, se je uprla Luna. Prevelik je in preveč strašen. Kaj pa moja žaba, hranilnik? Je poskusil Lan. Ne, je odkimavala Luna. To ni prava žaba. Jokala je in jokala in jokala. Ojoj, uboga Luna. Lan je za hip razmišljal. Naredil je nekaj, kar zanj ni bilo preprosto. Bi rada pujsko, Luna? Je vprašal. Luna je utihnila. Pujska je bila neverjetno ljubka. Ja, prosim, se je razvedrila Luna. Lan je kmalu zaspal. Luna pa tudi. Naslednji dan, ko se je Luna vrnila domov, je našla svojo žabico točno tam, kjer jo je pustila. Hura! Kako simpatična pravljica. In pravljice o pravem prijateljstvu so tudi vedno znova odlične, kaj ne? Lan je res prijazen in verjamem, da se mu bo Luna nekega dne oddolžila. Namreč pravo prijateljstvo je darilo življenja in potrebno ga je negovati. Otroci, ali veste, da je to pravljico ilustriral znani ilustrator Axel Scheffler, ki je ilustriral tudi pravljice Zverjasec, Zverjašček in Palčič? In vsem trem pravljicam lahko prisluhnete tudi v mojem knjižnem kotičku. Prijazno vabljeni. Uživajte, sedaj pa hitro v posteljo in lahko noč. A ti pa že spiš? Ja, ti pa bila pravljica za lahko noč, ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali ljubkega medvedka, ki se pozno popoldan odpravi na potep in kar ne sliši glasov svoje mamice medvedke, ki ga skrbno kliče. Le kam se je medvedku mudilo in kaj ga je tako zanimalo v gozdu? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lahko noč, mali medvedek. Nekega poznega popoldneva je mali medvedek lovil ravnotežje na starem podrtem deblu. Igrica mu je bila nadvse všeč. Čas je, da greš spat, mali medvedek, je zaklicala mama medvedka. Pozno je že. Mali medvedek je za trenutek prenehal loviti ravnotežje in zdrsnil z debla. Niti malo ni bil zaspan. Nekaj sem slišal, a mislim, da to niso bili mamini klici, je rekel sam pri sebi. Najbrž je bilo le žuborenje potočka. Nekaj minut pozneje je mali medvedek našel zabavno listje in se zaigral v njem. Mimo je prišla njegova prijateljica Miška. Mali medvedek, je zaklicala Miška. Mislim, da sem slišala, da te kliče mama medvedka. Mali medvedek je pokukal izpod listja. Rad bi se še naprej igral, tako zelo se je zabaval. Nekaj sem slišal, a mislim, da to ni bilo Miškino cviljenje, je rekel sam pri sebi. Najbrž je bilo le šelestenje listov.
Ko se je mali medvedek prenehal igrati, je opazil, da je nebo postalo rdeče in zlato, kot odpadlo listje, v katerem se je igral. Splezal je na drevo, da bi bolje videl. Visoko v krošnji drevesa pa je mimo pribrzela njegova prijateljica Veverica. Mali medvedek, je zaklicala Veverica. Pa nisem slišala, da te je klicala mama medvedka? Mali medvedek je objel drevesno deblo. To že ni bila Veverica, je rekel sam pri sebi. Najbrž je bil le veter, ki je žvižgal skozi krošnjo. Mali medvedek je opazoval, kako je sonce zdrsnilo za gričevje in potlej se je spustil z drevesa na tla. Vse okrog njega so se pričeli raztegovati sence. Čas je, da grem domov, je dejal. Ko se je mali medvedek tako z muko vlekel med drevesi, je vzšla luna in na nebu so se pojavile svetlikajoče zvezdice. Saj je skoraj tako svetlo kot podnevi, je dejal mali medvedek. Pa vendar je bilo videti po noči vse drugače in tudi precej strašljivo. In mali medvedek ni vedel, v katero smer kreniti. Zdaj se je malemu medvedku zazdelo, da ga je prej nemara res nekdo klical. Zaželel si je, da bi se odzval. Kaj, če nikdar več ne bo našel poti domov? In v tistem trenutku je zaslišal slaboten zvok. Mali medvedek! Mali medvedek je pozorneje prisluhnil. Mali medvedek! Mali medvedek! To ni žuborenje potočka, je dejal mali medvedek. Ni šelestenje listov in tudi ne žvižganje vetra v krošnji. Sliši se kot mama medvedka. In res je bila. Mali medvedek je stekel naravnost v topli, kosmati objem mame medvedke. Miška in Veverica, ki sta mami medvedki pomagali iskati malega medvedka, sta radostno zaplesali. Zdaj je bil mali medvedek zaspan, zato ga je mama medvedka odnesla v mehko posteljo. Lahko noč, mali medvedek, je nežno dejala mama medvedka. Lahko noč, mali medvedek, je iz svoje udobne posteljice zaklicala Miška. Lahko noč, mali medvedek, je iz gnezda v drevesni krošnji zaklicala Veverica. V gozd se je naselil spokoj in ni bilo slišati drugega kot žuborenje potočka, šelestenje listja ter žvižganje vetra v krošnjah dreves in mehkega smrčanja malega medvedka. Ja, tale prikupni medvedek je bil pa res precej radoveden in precej raziskovalnega duha. In s tem seveda ni nič narobe. Le na klice bi se pa moral odzvati, saj njegovo mamico najbrž zelo skrbelo, kje se potika. K sreči se je vse dobro končalo in medvedek je prijetno zaspal v medvedjem brlogu in tako je bilo v gozdu vse mirno in vse ravno tako, kot mora biti. Otroci, le pokukajte v moj knjižni kotiček, prav zagotovo boste našli še kakšno zanimivo pravljico. Pozdravček vsem, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Ko zapoje zvonček uri, prebudi se maček mori. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pa zagotovo tista, ki jo vsi poznate. Le kdo ne bi poznal pravljice, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kajetan Kovič z naslovom Maček Muri. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Maček Muri. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček Muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači,
mačjo suknjo pokrtači in na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza in točajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se Muri v mačje časopise. Vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Potlej plača in čez cesto gre na sprehod v mačje mesto. V mačjem mestu imajo same mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. In ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Hodijo na mačji trg, kjer pri brkatem Marku kupujajo ribe iz mačjega morja. Sredi trga stoji mačja občina. Tam uraduje mačji župan, ki mu pravijo veliki maček. Kadar stopi na balkon, ga vsi malčki na trgu pozdravijo. Veliki maček jim zmeraj sporoči kakšno prijetno novico. Včasih jim reče: v nedeljo popoldne bo v mačjem parku velika tombola. Glavni dobitek je maček v žaklju. Ali pa pravi: danes ob 3 bodo v velikem drevoredu mišje motorne dirke. Občinstvo prosimo, naj ne poje tekmovalcev. In tako so dnevi v mačjem mestu zelo veseli in čisto po mačjem okusu. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici, v stari hiši na robu veselega mesta. Zdaj ga ni doma, ker koraka po glavni ulici proti mačjemu trgu. Hotel je kupiti ribe, vendar si je premislil in bo raje kosil v gostilni pri Črnem mačku. Da mu ne bo dolg čas, je sklenil, da bo na kosilo povabil prijateljico Muco Maco. Ker stanuje Maca na drugem koncu mesta, ji mora Muri telefonirati. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večerje in še malo. V svoji mali mačji hiši nič ne vidi, nič ne sliši. Dokler telefonski zvonci je ne vržejo pokonci. Najprej kličejo veliki in učeni maček Miki. Vprašajo: kako je s tabo? Maca reče: hvala, slabo. Komaj odloži slušalko, oglasi se muc Mjavko. Govori in sploh ne neha. Maca zraven glasno zeha. In že kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. In za njim veliki Čombe, ki nastavlja pasje bombe. In za njim brkati Marko, ki prevaža ribjo barko. In še stari Rigoleto, ki prodaja mišjo dreto. Malo po 10. uri oglasi se maček Muri. Maca sprejme povabilo, z njim odšla bo na kosilo. Ker je imel do kosila še 2 uri časa, se je šel Muri sprehajati na glavno ulico. Hodil je malo po levi in malo po desni strani, ter tu in tam pogledal v kakšno izložbo. Slaščičarni mačji jeziki je videl 4 nadstropne torte. Ker pa ni spadal med sladkosnede muce, je šel kar naprej. V čevljarski delavnici pri obutem mačku so stali v izložbi najnovejši škornji. Hotel jih je pomeriti, vendar niso imeli njegove številke. V draguljarni mačkine solze je videl ogrlico iz pravih mačjih biserov. Bila je tako lepa in tako draga, da se je vsaka mačka pred izložbo razjokala. Ustavil se je pred knjigarno, kjer je bila razstavljena debela in pisana mačja kuharska knjiga. Napisal je lepi Žane, glavni kuhar v gostilni pri Črnem mačku. Muri se je ob misli na današnje kosilo kar vnaprej obliznil. Medtem sta policaja Mucel in Macel po drugi strani ceste peljala v zapor velikega Čombeja. Ko sta ga prijela, je imel pri sebi 4 pasje bombice in je hotel oropati banko. Muri je šel naprej in je skozi okno brivnice pri obritem mucu zagledal župana, velikega mačka, ki mu je krasni Pepe pravkar česal brke in kodral rep. Potem je prišel do velike hiše, na kateri je bil napis Mačja šola. Pred vrati je stal hišnik Macafuzelj, v šoli pa so učenci peli mačjo preštevanko. 1 mačka, 4 miši.
Gluha koza nič ne sliši. 4 mačke, 1 miš, gluha koza, ti loviš. 1 mačka je vesela, 1 miš pa škodo dela. 1 koza pa ima sredi glave 2 roga. 1 mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na balkon in igra na bombardon. 1 mački dajmo suknjo, 1 miš zaprimo v luknjo. 1 kozo dajmo spat v mlečno-beli kozji grad. 1 mačka vleče dreto, 4 so odšle po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza, ti loviš. Medtem pa se je Muca Maca napravila in se malo pred 12. z mačjim avtobusom odpeljala v mesto. Potnikov je bilo malo. Razen nje so se peljali še upokojeni mačji brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika s harmoniko ter kuharica Mija in sobarica Maja, ki sta delali v mačjem hotelu v popoldanskem času. Seveda sta bila v avtobusu tudi mačji šofer in mačji sprevodnik. Ko so se peljali skozi veliki drevored, se je nad avtobusom nekaj zabliskalo in potem zaropotalo po strehi. Joj, je vsaj iz sebe rekla učenka Pika, to je bil gotovo leteči krožnik. Šofer je ustavil avtobus in stopil na cesto. Tako je videl, da na streho ni priletel leteči krožnik, ampak leteči maček Felix, ki je med plezanjem po drevju stopil na napačno vejo in padel na avtobus. Šofer je bil v spasi in je takoj poklical mačjo Milico. Mačka Felixa so zaradi oviranja prometa in nedovoljenega lova na ptiče odpeljali na miličniško postajo. Za kazen je moral plačati 5 mačjih dinarjev. Avtobus je medtem odpeljal naprej in se ustavil na mačjem trgu. Tam je Maco že čakal Muri in odšla sta v gostilno pri Črnem mačku. Sedla sta za mizo na senčnem vrtu in natakar jima je prinesel jedilnik. Na jedilnem listu zbrana je najboljša mačja hrana. Cmok iz ribanega kruha, mačji žganci, mačja šara, mačji golaž in obara. A za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhar, maček Žane, praži jetra in možgane. Peče ribe, kuha rake, fine zrezke in omake. Tu je mleko, tu je kava, tu je sir in zelenjava. Tu je mačji grah v rižoti, mačje torte in kompoti. In za sladkosnede sinke tudi mačje palačinke. Muri naroči za Maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho. Pod zeleno senčno smreko pijeta ledeno mleko in od fine hrane sita, mačjim šalam se smejita in tako na vse strani hitro mačji čas beži. Po kosilu je šla Maca obiskat prijateljico Mico. Maček Jumbo, Micin mož, je bil na službenem potovanju v Tigraniji in tako sta Mica in Maca lahko nemoteno klepetali o mačjih prijateljicah, o mačji modi in mačjih otrocih. Mica je imela 2 otroka, Mikija in Miko. Miki je hodil v 3. razred, Mika pa v 1. Oba sta bila pridna učenca. Mica je bila nanju zelo ponosna. Ko je prišla Maca, sta ravno končala domače naloge in sta se šla igrat. Miki je delal prevale, Mika pa je lovila svoj rep. Potem sta igrala karte in nato sta se skrivala. Mika je zlezla v omaro in Miki je ni mogel najti. Bil je jezen, a ne preveč. Mica je rekla otrokoma, naj povesta teti Maci kakšno pesmico. Mika je bila takoj za to. Priklonila se je in rekla: Jaz sem mala muca Mika, ko bom zrasla, bom velika. Maca jo je pohvalila. Miki pa je rekel, da ne zna nobene pesmice. Po dolgem Micinem prigovarjanju pa se je le ene spomnil. Rekel je: Sosed Jaka pita polhe, mi imamo v hiši bolhe. Maca se je zasmejala, Mica pa je zavpila: Joj, kje pa si to pobral? Pri hišniku Macafuzlju, je zacvilila Mika. To žljivka, je rekel Miki in ji pokazal jezik. Mir, je rekla Mica. Zdaj bosta hitro pojedla in potem še hitreje zaspala. Mucka sta ubogala. Popila sta mleko in zlezla v posteli.
Mikina postelja je bila roza, Mikijeva pa modra. Mica in Maca sta jima zapeli mačjo uspavanko. Muce bele, muce črne, muce zlate in srebrne. Več ne smejo klepetati, morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre za morje, bele sanje čez obzorje. Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muce brzo spijo in za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. Medtem ko je bila Maca pri Mici, je sedel Muri s prijateljem Mavom na mačjem štadionu. Danes je bila velika tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek. Mačkoni so bili iz sosednjega mesta, Mucki pa domačini. Zato so gledalci navijali za Mucke. Kričali so: "Živeli Mucki! Fuj Mačkoni!" Ampak Mačkoni so se kljub temu ves prvi polčas dobro držali. Šele v drugem polčasu so prejeli prvi gol. Gledalci so bili navdušeni nad domačimi igralci in so zapeli: "Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili." Potem je bila gneča pred vrati Muckov in nekaj igralcev je obležalo na tleh. Sodnik Mačkovič je dosodil 11 metrovko. Navijači so žvižgali. Najbolj se je razkačil veliki Čombe. Malo je manjkalo, da ni skočil na igrišče. Zakričal je: "Sodnik je bik!" Čombe bi pravzaprav moral biti v zaporu, a policaja Mucel in Macel so si hotela ogledati tekmo in sta ga vzela s seboj. Vse je utihnilo. Srednji napadalec Mačkonov se je silovito zagnal in streljal, a vratar Muckov je žogo ujel. Ves stadion je hrumel od veselja, Mav pa je objel Murija in rekel, da ga bo povabil na veliko mleko. Zdaj so se Mucki še bolj zapodili in so zabili še 3 gole. In tako so zmagali s 4-0. Gledalci so mahali zastavicami. Domača godba je zaigrala nogometno koračnico in najbolj vneti navijači so peli: "Enka Mucek kar takole vam zabije 4 gole." Nekaj časa je pel tudi Mav, potem pa je postal žejen in z Murijem sta odšla na veliko mleko. In tako se Murijev dan v mačjem mestu počasi končuje. Njegovi prijatelji so se razšli na različne kraje. Maca gleda mačjo televizijo, hišnik Macafuzelj pripoveduje otrokom pravljice o levih, Mav je šel na nočni lov, policaja Mucel in Macel pa s Čombejem v zaporu igrata karte. In tako se vsi prijetno zabavajo. Muri koraka proti Vrtni ulici in premišljuje, kaj bo danes zapisal v mačjo knjigo. Muri je namreč pisatelj in župan mu je naložil, da mora popisati vse pomembne dogodke, ki se zgodijo v mačjem mestu. Tako je že leta, večer za večerom. Ko zaspijo stare hiše, Muri mačjo knjigo piše. S taco si podpira glavo, pije močno mačjo kavo. In šele ob polnoči zadnjo piko naredi. Pod srebrno Rimsko cesto spi že celo mačje mesto. In ob tej zaspani uri posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije. In potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. Čudovita pravljica, kaj ne otroci? Tudi sama se spomnim, ko sem bila tako majhna kot vi, sem velikokrat prisluhnila tejle pravljici, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković. Torej Maček, Muri. Prav simpatičen je, kaj ne? Tako. Dragi otroci, če si želite slišati še kakšno pravljico, pokukajte v kanal Moj knjižni kotiček in ne pozabite se naročiti, da boste nenehno v stiku z novimi pravljicami. Lepo se imejte in en mači. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnjo pravljico pa poklanjam prijazni deklici po imenu Inja, ki zelo rada prisluhne mojim pravljicam. Otroci, tokrat bomo v pravljici spoznali prikupno miško, ki se je odpravila spat, a se je bala čudnih zvokov. A vedno znova jo je prijazni dedek pomiril. Mislite, da je mali miški naposled le uspelo zaspati?
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala miška, lahko noč. Bil je čas, da gre mala miška spat. Potem, ko ji je dedek povedal pravljico, se je miška zvila pod svojo toplo prešito odejo. Vendar ni mogla zaspati, pa če se je še tako premetavala in prevračala, momljala in godrnjala. Dedek, je poklicala, strah me je. Dedek je odšel naravnost v sobo male miške, da bi videl, kaj je narobe. Ne morem zaspati, dedek, je rekla mala miška. Temno je in zunaj slišim strašne glasove. Nikar se ne boj, mala miška, se je nasmehnil dedek in jo objel. Črna noč ti nič ne more. V postelji si lepo na varnem in na toplem. S temi besedami je šel spet iz sobe. Ravno v tistem trenutku pa je zunaj završil sunek vetra in na okno je nekaj glasno potrkalo. Tok, tok. Mala miška je kar poskočila. Dedek, je vzkliknila. Dedek je bil brž spet pri vratih. Kaj pomeni to trkanje, dedek? Je vprašala mala miška. Dedek jo je nato odpeljal k oknu in ji pokazal, kaj je zunaj. Glej no, je rekla mala miška. Saj je le veter, ki trka z vejo ob okno. In ravno tedaj se je zaslišal še en zvok. Bil je glasen, hu, hu, nekje oddaleč. Mala miška je bila videti močno prestrašena. Ali ne veš, katera ptica skovika, mala miška? Je vprašal dedek. Je mogoče sova? Je vprašala mala miška. Ja, je vzkliknil dedek. Mama sova vsako noč odleti iz gnezda in leti daleč, daleč čez polja in gozdove. Zdajci pa se je zaslišal še en zvok. Bil je ho, ho. O, ta glas pa poznam, je vzkliknila mala miška. Pes je. Glasovi niso nič strašni, če le veš, čigavi so. Ne, mala miška, je rekel dedek, to ni pes, psi po noči spijo. Lisice pa lajajo čisto tako kot psi. Lisica vsako noč odide iz brloga in se odpravi čez polje. Ampak tebi se ni treba bati, mala miška, nobena lisica ne bo prišla v hišo. Prisluhniva, mogoče lahko slišiva še kak drug glas, je rekla mala miška in dedek je bil takoj za to. Ni dolgo trajalo in že sta od potočka na vrtu zaslišala glasen čof, čof. Je to ptiček? Je vprašala mala miška. O, ne, mala miška, je rekel dedek. Večina ptic po noči spi. To je vidra. Vsako noč zleze iz svojega brloga in skoči v potok, da malo zaplava. Mala miška je vedno bolj uživala, ko je poslušala nočne glasove. A kaj, ko je bila utrujena? Vseeno je napeto poslušala in z roba gozda zaslišala tap, tap. So to zajčki? Je vprašala in od zaspanosti na široko zazehala. O, ne, mala miška, je rekel dedek. Zajčki se po noči v svoji luknji stisnejo drug drugemu. Oglašajo se neka druga nočna bitja. Jazbeci so. In če boš pošteno napela oči, jih boš videla čisto na robu vrta. Mala miška je pogledala jazbece, potem pa je smuknila v posteljo. Zdaj, ko je vedela, kaj pomenijo nočni glasovi, je ni bilo nič več strah. Hvala, da si prišel k meni, dedek, je rekla. Dedek je zaprl okno in se nasmehnil. Z veseljem sem prišel, mala miška, je rekel. Nočem, da bi te bilo strah, zato boš v moji bližini vedno varna in ti ne bo hudega. Dedek se je sklonil, da bi objel malo miško in ji zaželel lahko noč. Tedaj pa, kaj mislite, kaj je videl? Glejte jo no. Mala miška je bila tako utrujena, da je že trdno spala
zvita v klobčič kot črviček v moki. Lahko noč, mala miška, je rekel dedek. Sladko spi. In veste, kaj vam povem? Prav to je počela mala miška vso dolgo noč. Joj. Iskrena hvala pisatelju za tako prisrčno pravljico, ki na zanimiv in čisto logičen način pojasni, od kod prihajajo vsi zvoki. Po noči se res vse okoli nas umiri in šele tedaj slišimo zvoke, ki nas vznemirjajo, in naša domišljija ustvarja različne podobe zvokov. A ti zvoki so čisto običajni in nenevarni, zato je strah povsem odveč. Res prisrčna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni, v kateri pa boste spoznali medvedka, ki ga je strah teme. Ampak se tudi vse dobro konča. Lepo se imejte, otroci, in lepe sanje vam želim. Lahko noč.